Generalni pokrovitelj oddaje je Herman Slovenija. Dobrodošli in danes še prav posebej pozdravljeni v oddaji, ki je za nas toliko bolj svečana. Gospe in gospodje, tole je namreč 200. epizoda oddaje Ambienti. Ja, danes praznujemo in se širokim nasmehom oziramo na naših 8 let ter skoraj 600 objektov, vrtov in interjerjev, kamor smo vas imeli privilegij peljati. Praznujemo z našimi izjemnimi gostitelji, odličnimi strokovnjaki, arhitekti, krajinskimi arhitekti, notranjimi oblikovalci, predvsem pa z vami, ki nas zvesto spremljate že 16 sezon. Ves ta čas skušamo odgovorno in srčno graditi most med stroko in uporabniki. Poslušamo in se učimo od enih in drugih, predvsem pa se ne nehamo čuditi, kaj vse imamo tudi v Sloveniji. Od veselja in ponosa smo, priznam, danes malce nad tlemi. In če smo že metaforično nekoliko v zraku, pa se dajmo odlepiti od tal tudi dobesedno v našem prvem prispevku. Naša dežela na vsakem koraku preseneča s svojo pokrajinsko raznolikostjo, ki se zrcali tudi v poselitvenih vzorcih, arhitekturi, kulturi in ljudeh. Za našo jubilejno oddajo smo se odločili, da vas peljemo na poseben izlet, in sicer v nebo, odkoder bomo odkrivali to našo neprecenljivo Slovenijo na drugačen način. Tukaj so ambienti iz zraka. Slovenija je ena od najbolj gozdnatih dežel na svetu. Kar tretjina njene površine je pod zaščito Nature 2000. 5 naravnih in kulturnih spomenikov pa je vpisanih v register kulturne dediščine UNESCO. V Sloveniji živi okoli 22.000 živalskih in 3500 rastlinskih vrst. Ljudje pa smo jo poseljevali že v prazgodovini. Najprej smo naselili njene impresivne jame, udomačili barja, se združevali v utrjenih gradiščih, pozneje pa našo deželo povezali s trgovskimi potmi in okronali številnimi cerkvami, gradovi in trgi, ki še danes predstavljajo jedra naših naselij. Poselitveni vzorci so sledili naravnim potezam krajine, od samotnih kmetij pod vznožjem gora, prek sončnih naselij na prisojnih pobočjih do razloženih vasi na rodovitnih poljih. Z grajenimi posegi smo obeležili tudi najbolj posebne kotičke, ki nam jih je podarila narava. Otoke, jame, struge rek, razgledne točke in celo vrh naše najvišje gore. S takšnimi posegi smo skozi tisočletja vzdrževali krhko sožitje med neokrnjenimi naravnimi lepotami in človeškimi posegi. Lepota, ki jo še danes razumemo kot edinstveno v Evropi in po svetu. V vsaki pokrajini smo prilagodili tudi tip arhitekture, ki sta ga narekovala predvsem dostopnost naravnih gradbenih materialov in tip podnebja. Tako so se razvile 3 tradicionalne tipologije kmečkih hiš: alpska, kraška in prekmurska. Alpska hiša je tradicionalno zastavljena kot leseno nadstropje na kamnitem pritličju. Strehe so zaradi debelih snežnih odej strme in krite s skodlami ali lapornimi ploščami. Hišo pa dopolnjuje umetelno okrašen gorenski gank. Le nekaj kilometrov stran, v zavetju toplega Jadranskega morja, ki svoj vpliv prek dolin reke Soče in Vipave podaljšuje vse do zaledja, pa najdemo primorske naselbine. Tudi tukaj prevladuje kamen kot osnovni gradbeni material, a primorska hiša se od alpske močno razlikuje. Kot gradbeni material prevladuje kamen. Strehe so položne in krite s kamnom ali s korci, pred hišami pa stojijo prekrasni kamniti vodnjaki. Da bi se skupnosti zavarovale pred burjo in žgočim soncem, so svoje domove gradile tesno skupaj. Razvila so se idilična gručasta naselja, ki še danes prepričajo svojo skladnostjo.
Enonadstropne, zgrajene iz lesa, trstike in ilovice ter krite s slamo, torej tiste prave pravlične kmečke hiše, pa najdemo v Prekmurju. Te hiše so bile nekoč živo pisane, kar se tudi danes še vedno odraža pri izbiri živahnih barv za njihova polkna. Naša večja naselja prav tako skrbno umeščamo v naravno pokrajino. Med osončena hribovja in modre reke, med trgovske poti in rodovitna polja. Naša prestolnica se tako zvezdasto oblikuje med vpadnicami, med krake pa se zažirajo različni zeleni klini, od Barja in Golovca do rodovitnih pol ob reki Savi. Modra žila Ljubljane pa je gotovo njena reka, ki je v svojih delih prav posebno mesto namenil naš mojster arhitekture Jože Plečnik. Reka, katere kanal je nekdaj segal vse do fasad hiš na obeh nabrežjih, je bila z izgradnjo Gruberjevega prekopa v 18. stoletju osvobojena vode z močvirske ravnice južno od mesta. Z načrtnim utrjevanjem bregov in poglabljanjem struge se je reka počasi oddaljevala od hiš. Njene bregove je bilo tako mogoče urediti, Plečnik pa je to enkratno priložnost izkoristil za ustvarjanje živahnega javnega prostora, ki še danes velja za srce prestolnice. Pri oblikovanju nabrežja je predvsem poskrbel za ustvarjanje edinstvenih, raznolikih ambientov, za katere se zdi, kot da so del mestnega tkiva že od nekdaj. Plečnik je s to in drugimi potezami v Ljubljani naravni kontekst mesta okronal z raznolikimi ureditvami, ki združujejo uporabnost in simboliko, hkrati pa so organsko vpete v historično tkivo Ljubljane. Plečnik je imel pri urejanju bregov Ljubljanice skoraj proste roke. Danes, ko je odgovornost za urejanje našega okolja bolj razpršena, pa moramo sami zaščititi našo dediščino. Naša ekipa z veseljem opazuje, kako prenova obstoječega stavbnega fonda ter revitalizacija javnih površin marsikje v Sloveniji že daje vzorne rezultate. K temu veliko pripomorejo občine, urbanisti, arhitekti in strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine. Levji delež k ohranjanju idilične podobe naših naselij pa prispevajo srčni zasebni investitorji z občutljivimi prenovami in rekonstrukcijami lastnih objektov. Podobno nas vedno znova presunejo novogradnje, ki z reinterpretacijo tradicionalnih arhitekturnih prvin na svež in izviren način doprinašajo k identiteti kraja. Čeprav danes ne gradimo več iz kamna in ilovice, pa je naša naselja, sploh tista stara, najlepša in najbolj krhka, treba širiti z zavedanjem, da z vsako novo stavbo prispevamo k bogatemu in unikatnemu mozaiku naše kulturne in naravne dediščine. Gledate 200. oddajo Ambienti. Kljub prazniku ne nosimo glave v oblakih, malce pogleda z višine pa smo si vseeno privoščili. Brez skrbi, nadaljevanje oddaje ne visi v zraku. Na Kozjanskem bomo stopili med lesene stene hudo očarljive hiše, ki velja za najstarejšo v regiji, pri Logatcu pa bomo spoznali enega najbolj pestrih, sonaravno urejenih vrtov pri nas. Pozdravljeni, gledate jubilejno 200. oddajo Ambienti. Če se nam je na začetku malce zavrtelo od višine in smo lahko občudovali ambiente iz zraka, pa smo zdaj pred čudovitim primerom, kako ohraniti in počastiti dediščino stavbarstva na deželi. So projekti, ki nam narišejo nasmeh na obraz in pričarajo iskrice v oči. Franckina hiša je brez dvoma eden izmed teh, z lokacijo na vrhu hribčka in s čudovitim razgledom ter zgodbami, ki jih pripovedujejo stene stare več kot 200 let. Tole je najstarejša hiša na Kozjanskem, ki je po zaslugi njene lastnice Andreje vstala iz pepela in že na njenem pragu obiskovalcu dobesedno zaigra srce. Spoznajmo Franckino hišo. Andreja, pozdravljeni. Živijo, Boštjan. Najprej me zanima, kako ste vi iz gorenjskega konca sploh našli semle na Kozjansko? Ja, tukaj vzad v bistvu tiči ena zelo zanimiva zgodba. Moja prijateljica je zase iskala vikend in zasledila oglas za tole hiško. Mi ga poslala, zato ker ve, da zelo obožujem stare hiše
In ko sem jaz odprla ta oglas, to je bila ljubezen na prvi pogled. Jaz sem šla takoj do moža, da sva poklicala to lastnico bivšo, naslednji dan sva bila že tukaj in ko sem jo zagledala, sem rekla, gospa, odpovejte vse naslednje oglede, ker ta hiška bo naša. Zdaj imamo tole našo Fransko in ljubezen do nje traja še naprej. Zakaj pa se ji reče Franckina hiša? Ja, ime je dobila po svoji prvotni lastnici, Franski Polutnik. Jaz jo sicer nisem poznala, vse, kar vem, so mi povedali sosedje. Baje, da je bila taka skromna ženica, bila je vdova, brez otrok. In po njeni smrti je v bistvu ta hiša boje prešla v roke ljudem, ki niso bili z njo nič v sorodu. Vem še, da je imela tlele v kuhinji noter, je imela žive kokoške noter v kletkah, v sobi, kjer imam pa zdaj spalnico, je bil pa včasih hlev. Ja, in včas na njo, zdaj ta hiška nos po njej ime. Franckina hiša, ki se je prej imenovala Polutnikova kajža, o čemer še danes priča napis na stranski fasadi, je bila zgrajena leta 1796. S svojimi častitljivimi 227 leti velja za najstarejšo hišo na Kozjanskem in priznati je treba, da je za svoja leta videti odlično. K temu je pripomogla tudi njena celovita prenova leta 2011. Takrat so namreč obnovili fasado v kletnem delu, pa tudi dvokapno slamnato streho s polnima čopoma in poskrbeli za rekonstrukcijo prvotnega dimnika. Hiša je bila tako ob prvem srečanju z Andrejo v precej dobri formi, potrebna le nekaj lepotnih popravkov. Luknica pri luknici pa vendar vodo drži, je tista uganka, kjer je rešitev slamnata streha. In me zanima, kako se pri vas obnese. Ja, zaenkrat še nič ne pušča. Pred 10 leti so jo na novo pokrili in še za ene 15 let ne bi držala. Andreja, v kakšnem stanju pa ste dobili tole Franckino hiško? Koliko je bila potrebna obnove? Ja, hiša je bila drugače dokaj v redu stanju. Pa, ko smo enkrat začeli z obnovo, smo videli, da bi bilo fajn, da bi bila na določenih mestih na novo položena izolacija, tako da smo jo na novo izolirali, na novo smo položili tla, prebelili smo jo z apnom, ene par desk smo tudi zamenjali na stropu, ko so bile že malo od črvičkov nažrte. Edina v bistvu soba v hiški, ki je bila deležna kompletne prenove, je bila kopalnica. Tla so nova, ampak smo se odločili, da jih bomo še dodatno obdelali, tako da so jih poščetkali, da imajo še bolj ta rustikalen pridih. Tla so bila v večjih nivojih. Mi smo probali čim manj teh nivojev imeti, tako da eno stopnico nižje je v bistvu kuhinja, ostalo je pa v istem nivoju. V kuhinji je bilo prvotno, je bil v bistvu samo ta zidan štedilnik pa krušna peč. Mi smo še ta kuhinjski otok zazidali. Tramove v kuhinji smo speskali, ker je bila tukaj črna kuhna in je bil prostor zaradi majhnih oken zelo tak temačen. S peskanjem lesa smo pa pol v bistvu ta prostor malo bolj sveto naredil. A krušna peč dela? Mislim, kdaj dela? Ste jo že zakurili? Ste jo uporabili? Dela. Jaz sem tudi že kruh noter spekla. Res? Ja. A je drugačen, je poseben? Ja, seveda. Pri prenovi je Andreja zaupala različnim slovenskim izvajalcem in rokodelcem. Od nove električne in vodovodne napeljave do nove plasti apnenega ometa, od lesenega masivnega pulta, ki pokriva na novo oblikovani kuhinjski otok, do uzidanih kuhinjskih elementov, ki jih zakrivajo lesene fronte. Tudi dandanes hišo krasi vrsta dodatkov izpod rok slovenskih ustvarjalcev, vse od simpatičnih šivanih živalic do prekrasnih venčkov suhega cvetja. Na pristnost in tradicijo je ponosna lastnica prisegala tudi pri izbiri pohištva. Le postelja in sedežna garnitura sta novi, preostalo pohištvo pa prihaja iz druge roke in je bilo v ta namen skrbno prenovljeno. Kako ste se potem lotili opremljanja tele hiške? Ja, hišo sem kupila prazno. Originalno je s hišo prišla samo tale jedilna miza, za katero sediva. Vse ostale kose pohištva sem pa več ali manj kupila v fundaciji Vincenza Draxlerja, kjer so jih po mojih željah tudi prenovili. Edina dva nova kosa pohištva sta v bistvu kavč pa postelja, vse ostale pa starina.
In kaj vas je potem vodilo pri prenovi, pri obnovi oziroma opremljanju tele stare hiške? Očitno ste želeli, da vse izgleda tako, kot je bilo včasih, ali kaj? Ja, v bistvu želela sem čim bolj poustvarjati tisti čas, iz katerega je ta hiša, ampak hkrati sem pa želela tudi obdržati en element modernosti, tako da če tukaj recimo prideš za par dni, da imaš še zmeraj v bistvu noter lagodno življenje. Tako da imamo tukaj tudi pomivalni stroj, ni samo ta pečna drva, ampak imamo tudi štedilnik na plin. Tako da v bistvu bi komot lahko tukaj za stalno živel, če bi želel. In prav to je Andrejina želja, da bi lahko nekoč, ko otroci odrastejo in bo v vsakodnevnih obveznosti manj, tu preživela kaj več kot le nekaj dni tedensko. V Franckini hiški, ki se kopa v intimi, na tej prekrasni lokaciji s pogledom na okoliške gričke, bi rada uredila tudi bujni zelenjavni vrt z zelišči. Stik z naravo jo namreč pomirja, zato se rada sprehaja po okoliških gozdovih, nabira divje zeli in se kopa v spokojnosti tukajšnjih krajev. Andreja, kaj ste vi sicer želeli početi v življenju? Ja, kot majhna punčka sem si želela postati novinarka, ampak na koncu sem diplomirala iz ekonomije, se zaposlila v očetovmu podjetju, no zdaj sem pa pristala v Francki, v naravi in v bistvu to je to, kar mene veseli. Ste si to želeli? Ja, v bistvu sem skozi sanjala o nečem takem, v umirjenem življenju. Zase zmeraj pravim, da sem se rodila 100 let prepozno, ker me veseli tisto, ki je bilo mogoče pred 100 leti bolj popularen. To je delo z zemljo, vrtnarjenje, kuhanje. Rada sem v gozdu, kjer nabiram zelišča. Zelo veliko vem tudi o užitnih divjeraslih rastlinah. In to tukaj zdaj dobite, ha? Ja, s tem so se mi zdaj izpolnile moje otroške sanje. Tle imam zdaj mojo hišico iz sanj. In tako skoraj pravljično svoje življenje nadaljuje Franckina hiša. Srečno lastnico, ki je sredi kozjanskih gričev našla svoj mir. Veste, pri takih primerih pa ne gre le za pravljično idilo. Ustvarjalci oddaje ves čas skušamo prispevati k boljšemu razumevanju in spoštovanju skupnega grajenega okolja. Slovenska realnost so namreč tudi mnoge kaotične pozidave. Na eni strani neposrečeni prizidki in črne gradnje, na drugi pa primeri ekscesne arhitekture, ki želi na silo izstopati iz kulturne tradicije kraja. Zato tudi v prihodnje ne bomo nehali poudarjati: zaupajmo stroki. Dobri arhitekti ne ustvarjajo samo prijetnih in udobnih domov, ampak s širšim pogledom skrbijo tudi za odgovorno izrabo skupnega prostora. Čez nekaj trenutkov pa na svoj račun pridete še ljubitelji vrtov. Nekdanjo gozdno jaso sta lastnika spremenila v bogat vrt, na katerem zgledno sodelujeta z naravo. Zelo kmalu pri nas. Dobrodošli, tole je naša jubilejna 200. oddaja Ambienti in v njej mislimo tudi na vse tiste, ki jim je najljubši kotiček zunaj 4 sten. Ko gre za naše vrtove, smo tudi tukaj Slovenci nekaj posebnega. In oblikovanje pestre, premišljene ter sonaravno urejene okolice kaže na naš pristen in globok stik z naravo. Tako bo tudi v naslednjem prispevku. Spoznali smo par, ki mu največ pomenita vrt in svet rastlin. Tolikšne predanosti ne srečamo pogosto, zato ne preseneča, da je njun rajski vrt zelo velik, vsebinsko bogat in poln življenja. Alenka in Samo sta blizu Logatca ustvarila enega najbolj pestrih, sonaravno urejenih vrtov pri nas. Nekdanjo gozdno jaso sta spremenila v okrasni vrt, na katerem sodelujeta z naravo. Njuna ljubezen do vsega živega skoraj nima meja, zato je vrt le deloma ograjen. Hišo sta postavila leta 2000 in se naslednje leto posvetila oblikovanju okolice. Čeprav predtem nista imela praktičnih izkušenj, sta se hortikulture lotila zelo resno. Dejansko sva se začela tukaj na tej jasi ukvarjati z vrtom,
ker sem si, tako kot si običajne ženske, kaj zaželimo vedno, sem si zaželela, da bi hodila zjutraj za skodelico kave v roki po vrtu. Ampak vrta pa ni bilo. In kaj nam je preostalo drugega, kot da se lotiva vrta? In sva začela jasno študirati. Vzela sva v roke veliko literature, veliko knjig, ugotovila sva, da je to tudi premalo, da literatura je pomembna, ampak pomembne so pa tudi izkušnje. No in te izkušnje so nam pa posredovali številni prijatelji, ki so že imeli vrtove in tako je v nekaj letih nastal vrt, ali pa bolje, če rečem, je nastajal vrt, ker vrt še vedno nastaja. Cela parcela je velika 5500 metrov, nekje polovica, pa nekaj več kot polovica pa je spremenjena v vrt, ja. Začela sva pa nekoliko idealistično, ker so hotela imeti travnik, cvetoč, bogat travnik, za katerega so pa ugotovili, da sicer zelo lep, ampak ko rastline nekako cvetijo in pade prvi dež in se ta trava poleže, jo je zelo težko odstraniti in zato so potem opustila to idejo. Z nekaterimi izjemami še vedno lahko vidite, da puščava ivanščice, sicer so pa ostalo naredila cvetlične grede. Res pa je, da so morali povsod zamenjati zemljo, ker je zemlja tukaj zelo slaba. Zapomnil sem si vaš stavek, ker se mi je zdel prav izviren, da tukaj poleti, ko pripeka in ko se zemlja posuši, še lopate ne morete zasaditi. Točno tako, iluca je tako trda, da brez krampa ali ravnice tukaj nič ne narediš, z lopato tudi ne, zato je bilo treba posod, ker vidite, da rastline in rože uspevajo, je posod zemlja zamenjena. Tole luknjo ste tudi mogli skopati, da so tlele ribice in žabice. Ta luknja pa je bila narejena z mehanizacijo, seveda, in je bila tudi prej nekoliko manjša. Potem so se pa lokvanji preveč razlasli in ko smo prenavljali ribnik, seveda smo povečali tudi kapaciteto, zdaj je noter 45 kubikov vode in seveda rastline zelo lepo uspevajo v tem prenovljenem ribniku. Vrt sta z leti širila in oblikovala različne tipe vrtov. S tem so nastajala tudi različna življenjska okolja. Poskušala so, ko so se odločili, da bo imela vrt, narediti tak vrt, da bo omogočal čim bolj pestro biodiverziteto, da bo čim več različnih rastlin in čim več različnih živali. Tako sva ustvarila peščeni vrt, ki zakriva tudi greznico, imava dva skalnjaka, ki sta narejena iz apnenčastih skal, kot jih vidite tukaj v okolici, ker smo le na kraškem terenu. Vodni vrt seveda na vrtu ne more manjkati, ker privablja vrsto živali in tudi jim nudi vodo za pitje. Imava potem seveda dele vrta, ki so skozi v senci, kjer sonce nikoli ne posije, in pa dele vrta, ki so ves čas na soncu. Tako da in tem različnim vrstam vrtov morava prilagajati tudi rastline, ki tam uspevajo. Alenka, povejte mi o vajini posebnosti tukaj za nami. Ja, to je pa v bistvu, bomo rekli, gozdni vrt, kajti za hišo imava le veliko gozda in ugotovila sva, da lepo cveti, vendar sva poskušala še temu cvetenju zlasti spomladi, tam februarja, marca, malo pomagati in preoblikovati v toliko, da sva dodala zemljo. Tako da je nastal resnično popolnoma senčni vrt, ki pa je izjemno cvetoč. Vendar cveti februarja ali marca. Kasneje, ko se pa krošnje ulistajo, ko pa več ne pride sonce do tal, pa seveda vrt prerastajo za druge zelene rastline. Tako kot drugi deli njunega vrta je nekaj posebnega tudi zelenjavno-zeliščni vrt. Dolgo časa nisva imela, bom po pravici povedala, ideja, kako vključiti zelenjavno-zeliščni vrt v obstoječi vrt, da ne bi bil kot tujek. In naenkrat se nam je pač porodila ideja, da bi ta del vrta nadgradila tudi z letno kuhinjo in z visokimi gredami. In ker je ostalo toliko materijala, je samo naredil vse lepe poti, obrobe in je nastal zeliščni vrt, ki je sedaj v bistvu del okrasnega vrta in moram reči, da ni noben tujek. Ste kdaj štela, koliko različnih rastlinskih vrst in sort je tukaj? Ja, nekje sva se tega lotila, ampak sva ugotovila, da je to Sizifovo delo. Pri 2000 različnih sva nehala, nima smisla, kajti ustvarjati vrt pomeni, da tudi veliko rastlin umre. Zlasti na začetku, ko si začetnik, ko delaš tudi veliko napak. Po nekaj letih postaneš pameten in potem začneš izbirati rastline, ki uspevajo v okolju.
Med tisoči okrasnih rastlin so med našim obiskom na vrtu pogled najbolj pritegnili barviti cvetovi potonik. To so pa itok potonike, ki jih imava midva sedaj že preko 30 in delajo hudo konkurenco našim zelnatim potonikam in seveda še hujšo konkurenco pa lesnatim potonikam. Potonike se na najinem vrtu izjemno dobro počutijo, to moram povedati, in nama izjemno dobro uspevajo. Seveda so me pa navdušile ravno itok potonike, ki združujejo najboljše lastnosti od vseh potonik. Se pravi, jeseni lepo pridno odmrejo, da nimamo težave z mrazom, in spomladi zelo lepo zacvetijo. Njunega vrta pravzaprav ne moremo zgrešiti, saj nas nanj opozori cvetoča greda na nasprotni strani ceste, ki vodi mimo njunega doma. Vrt sta lastnika popestrila tudi s posebnimi dodatki. Vrtni dodatki so posebna zgodba. Včasih vsak vrt rabi tudi kakšno piko na i, ki je pa mora biti malo. To ne sme biti veliko pik. Zato sva zelo premišljeno izbirala dodatke, ki bi ustrezali značaju najinega vrta. Vsi dodatki so iz naravnega materiala, ali je to kamen, ali je to les, ali je pa to železo. Tako da imava pri ribniku, recimo, se zelo lepo vidi kačji pastir, ki je tukaj celo leto, potem tudi kamnita žaba, imava tudi še nekaj drugih dodatkov, železnega metulja, železno muco, pa še kak majhen dodatek se najde. Alenka in Samo svoje hortikulturno znanje izpopolnjujeta s potovanji v daljne dežele, v katerih uspevajo zanimive rastline. Zanima ju, kako uspevajo rastline v naravi, kar ima pomaga pri umeščanju in gojenju nekaterih izmed teh eksotičnih rastlin. Obiskovalci vrta pogosto izrazijo začudenje, koliko dela morata imeti s tako velikim vrtom. Ja, to smo pa res slišali najmanj 1000-krat že. In najmanj 1000-krat sva tudi enako odgovorila, da delo na vrtu, če ga gledaš kot delo, je muka. Če pa je to hobi, če pa je to veselje, pa to ni delo, je pa to užitek. Kaj je za vaju vrt? Kaj vama pomeni? Kaj vama predstavlja? Vrt ima veliko koristi, ampak če poskušam tisto glavno misel izluščiti, morda velja povezati to s tem, da so imeli oba relativno zahtevne službe. In ko prideš domov in posvetiš čas vrtu in z rokami delaš za zemljo, v bistvu gre za sprostitev, sprazniš glavo, počutiš se umirjen, z lahkoto greš spat in naslednji dan si spet v bistvu poln energije in lahko nadaljuješ s svojim zahtevnim delom. No, jaz bi pa potem še vseeno malo bolj poetično dodala, vrt mi napolni dušo. Mi napolni dušo z veseljem in pa tudi pričakovanja na vrtu so prisotna, ker vedno pričakuješ, kaj bo jutri, kaj se bo jutri odprlo, kaj bom jutri lepega videla na vrtu. Tako da ta pričakovanja so vsak dan in zato vsakim dnevom z veseljem grem na vrt in pregledam vse, ampak moram ugotoviti, a se je tam ta popek odprl, a je tista žabica že prišla, a je jež prišel jest. Tako da tega pričakovanja ti ne da nobena druga stvar kot vrt. Naj ob tem dodam še zanimivost, kako prijetno presenečeni so lastniki pri nas predstavljenih vrtov, ko lahko svoje zelene umetnine vidijo tudi tako, kot si jih ogledujejo ptice. Spoštovane in spoštovani, to je bila jubilejna 200. oddaja Ambienti. Zaključujemo z željo in zavezo, da bomo še naprej pozorno beležili in soustvarjali trende. Nagovarjali k trajnosti, podpiranju slovenskih rokodelcev in naprednih podjetij, spodbujali ohranjanje in prenovo grajene dediščine ter odgovorno bivanje in ravnanje s prostorom. Na naše veliko veselje dela ne zmanjka. Izbor projektov je bogat. Spremenljivk je vedno ogromno, človeška ustvarjalnost je neverjetna in dom je še vedno svetinja. Dom so 4 stene in naše sanje vmes. Hvala, ker ste z nami in bodite tudi naslednjič. Ogledali si bomo dom para v Kranjskogorskem Pristanu in navzven strogo moderno, a navznoter barvito hišo na Ptuju.